Jugoslaviji, gospod, jaz nisem noben jugonostalgik, ampak v Jugoslaviji, gospod Janša, je bil zdravstveni sistem daleč najboljši in smo bili na njega zelo ponosni. Ker si bil mlad, pa sploh nisi rabil. Ne. In gospod Logar, ki stoji zdaj na moji desni in se smeje temu, kaj je bilo prej, je prej stal tukaj, na levi strani. Gospod Bratušek je kar nekaj strank zamenjala. Ne. Tako da ona je zadnja. Ko se prikaže enega od petih, zato da se dokazuje, kako je v Sloveniji vse narobe, se pač zavaja ljudi. To je prvo. Drugo. To je stolpec za leto 2027. Seveda, to so uradne napovedi Evropske komisije za Evropo in za Slovenijo. Še vi napovedujete kataklizmo. Nihče drugi ne napoveduje razen vas. Če boste vi, napovedujemo kataklizmo. Ja. To je čista laž. Gospod Han, se strinjate z gospodom Mescem, oziroma če bi šli v desno sredinsko vlado? Kdo Mesec? Ne, vi, kaj sprašujem? Poslušamo celotno omizje, da so vsi za mir, ampak vsi kupujejo orožje, vsi nasrinjajo vojno v Ukrajini, na koncu vsakega puškinega kopita naj pa stoji slovensko življenje. Hvala. Tega se ne gremo. Gospod Prebilič. Pardon, še to. Prva poteza, sankcije za tvorbo Izrael. V sredo, ne veselite se prehitro. Vse se ne veselim. Ja, boljš da ne. Moral sem vas tožiti, da lahko sploh pridem na to soočenje. In ste tukaj. In vi ste javna televizija. Ne pod vprašanje vam plačujemo postavljam. naročnino. In s tožbo moram doseči, da danes tukaj razstojim. Po enem od intervjujev vam je gospod Golob podal izziv, če se boste poslovili od politike, se bo tudi sam v istem trenutku poslovil. Kako odgovarjate? Mislim, česa bolj nenavadnega še nisem slišal v življenju. To, kako bi morala vlada imeti 2 meseca nazaj kristalno kroglo ali pa umetno inteligenco, je rekel, veste, v stari državi smo takim rekel jako pameten. Jaz ne bi bil jako pameten, vlada je... Po razkritju Epsteinovih dokumentov se moramo zavedati, da ta svet, te elite, ki nas vodijo, so navadni pedofili, kanibali, črna internacionala in mi slepo sledimo tem zlu. Odločitve, ki smo jih v tej vladi sprejemali ad hoc, v naslednji vladi, ko bomo socialni demokrati močnejši, takšnih odločitev. Moja beseda je garancija. Moja beseda je garancija. Ni bilo vaše besede. Gospod Janša je malo tako, z roko zamahnil, smo poslali 2 vojaka na Grenlandijo. Lejte, da je... Nas bodo te korporacije lahko izsiljevale. Da nas ne bo čas, vi ste še želeli nekaj dodati, se opravičujem. Vi lahko nehate skakati v besedo, ker imam toliko časa, kot vsi ostali. Hvala lepa. Ja, vidim, da vidite uro, ne? Gospod Erjavec, se opravičujem, gospod Prebilič ima besedo. Gospod Kordiš, boste dobili še dodatno besedo, ampak gospod Prebilič pa še ni imel besede. Gospod Prebilič, prosim. Ja, se mu jo niste dali. Še celo Luka Mesec je napovedal to večkrat na soočenih s ponosom, kako se boste temu pridružili. Potem, ko pa pride dan odločitve, se pa znino in množino. Evo, lahko končam. Ja, sam tukaj bi rad povedal. Jaz sem v šolo hodil. Ja, tudi jaz. Razlaganje o tem, kako je zdaj čas za mir in kako se moramo pogajati. To je pa tipična politična demagogija. Kaj si bi pa rad se streljal? Lahko. Na mene, na Matjaža Hana ni noben pritisku. Kako pa ste vi glasovali, ste bili na vladi? Lahko do konca povem, prosim vas. Veste, mene res straši. Mi se pogovarjamo o korupciji, kot ni pomembno, bomo že shendlali. Ljudje božji, vrednote so tukaj. To, če je en sam evro bi ukradel, bi mi morali danes tukaj biti živčni. Mi se pa pogovarjamo, bomo že kako. Vi klele pa diskutirate tako, kot bi bili v peskovniku. Glejte, nafta bo naslednji teden koliko? A poveš? Ja, bom, ja. No, povej. O nafti. 2,5 evrov. Zdaj ste 45 minut poslušali naše prekletstvo. Ali menite, da naj se mirodobna sestava Slovenske vojske s sedanjih okvirno 6500 poveča na 10.000 pripadnikov, ter da se vzpostavi dodatna obvezna rezerva z do 30.000 pripadniki? A na to res rabimo odgovoriti.
Narod se v tem momentu prepira okrog nekih marginalnih tem, obenem pa zraste cena železniške postaje Jesenice za 100 milijonov evrov, drugega tira pa 3,5 milijarde evrov izgine skozi korupcijo. Sam to je najbolj pomembno, prosim, lepo. Gospa Bratušek, jaz vas res nisem prekinil, ni potrebe po nervozi. V glavnem, v vsakem primeru... Ampak naj odgovori na direktno... Ja, samo zaključil nisem, pa ne govori 10 minut. V redu. Ne, 10 ne bo. Pa sta usklajena zunanja ministrica? Pojma nimam, kaj je izjavila, ne morem komentirati nečesa, kar ne poznam. Ne vem, kaj je izjavila, vi ste poslušali na radiju. Benimi agenti se nismo sestali. A vidite, kako se izogiba? Ne. Lahko pa mirno povem, da poznam nekoga od teh, ki se tukaj omenja. Aha. Ne. Že bliže. Ne, sej. Slišali smo vašega nekdanjega kolega, strinjali bi se s preoblikovanjem KPK-ja, kaj pa vi bi KPK v takšni obliki ohranili? Sej, kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več. Točno to so obljubili. Vi ste akter ali pa glavni brain, glavna pamet gospodarskega programa vlade Roberta Goloba. Vse, kar ste vi predlagali, je Robert Golob udejanil. Ekonomijo ste pokazali vsakič, ki ste bili na oblasti, ker 2,5-kratnik na povprečne plače, ki je gospod Vrtovec predlagal. Za nek indijski časopis ali kanal, ekonomijo ste pokazali. Za katero stranko bi volili, če zase ne bi mogli? Gospa Kokot, za koga bi volili? Novo Slovenijo. Ne za Jelinčičevo nacionalno stranko? To je moj odgovor. Ne sme voliti za mene, to je jasno, ker je komanda, da ne sme. Mene nihče ne komandira, sem preznana po tem, da jaz rada druge komandiram. Težko poslušam po eni strani, ko govorite, da se naš glas ne smeje slišati, da je vse, kar mi rečemo, brez veze, po drugi strani pa govorite, kako se treba postaviti proti Kitajski. Dobar ste rekel, težko poslušate, ker ne slišite. Jaz nikdar nisem rekel, da bi se mogli postaviti proti Kitajski, ampak da bi mogli sodelovati s Kitajci, z Nemci, s Francozi, z Američani, graditi mostove, ne zidov. Ampak najprej moraš biti ponosen na sebe. Ja, kakšne veze ima to? Ja. Gremo naprej. In so dobro upravljali delo in enako lahko tudi na področju države in državne uprave in ministrstev delujemo, če je to glavna filozofija naslednje vlade. Vi odkimavate, gospod Han. Ne odkimavate. Tako lepo govori, da bi sladkorno dobo, ampak nema veze.